Je ameriški predsednik Donald Trump z aretacijo Nicolasa Madura v Venezueli in njegovo privedbo v ZDA, kjer je Maduro danes stopil pred ameriško sodišče, mednarodno pravo in odnose vrgel iz tečajev. Nekdanji ruski predsednik Medvedjev je namreč že posvaril nemškega kanclerja Merza, ki je za neonacist, in ukrajinskega predsednika Zelenskega, naj se ne sprostita preveč in pazita, kje hodita, saj bi Merza lahko ugrabili v akciji podobni ameriški ugrabitvi venezuelskega predsednika Madura. Ali torej Madurova aretacija v Venezueli pomeni padec mednarodnega prava, ki je takšne intervencije na območju tujih držav prepovedoval in je zdaj lov na voditelje držav odprt? Kaj nam o ameriški vojaški operaciji v Venezueli pove dejstvo, da med njo ni padel niti eden ameriški vojak? Kako je izgledalo današnje zaslišanje Madura v sodni dvorani na Manhattnu, bomo izvedeli iz prve roke, saj je z nami pravnik in profesor Jurij Toplak, ki je bil prisoten v sodni dvorani, medtem ko se je Nicolas Maduro izrekel za nedolžnega. Z nami pa sta tudi Dobran Božič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki nam bo pojasnil vojaški vidik operacije, mednarodno-politični vidik pa Bogomil Ferfila, strokovnjak za mednarodne odnose. Dobro večer vsem trem. Dobro večer. Začeli pa bomo z najbolj aktualnim dogajanjem v sodni dvorani na Manhattnu. Gospod Toplak, bili ste v sodni dvorani, kjer je pred sodnika stopil dolgoletni predsednik Venezuele Maduro in njegova žena. Kako je bilo to videti v sodni dvorani? Dobro večer. Zanimivo se mi je zdelo predvsem, da je Maduro kljub odvetniku sam odgovarjal na vprašanja sodnika, sodeloval je, stal je, na vsako vprašanje odgovoril v španščini, rekel je, sem nedolžen, nisem kriv, sem spodoben mož in sem predsednik države. Sodnik mu je prebral pravice in ga vprašal, ali ste vedeli, da imate te pravice, je odgovoril, do zdaj nisem vedel, zdaj vem. In delal si je zapiske in na koncu je prosil sodnika, če lahko te zapiske obdrži. Sodnik mu je to odobril. Bil je v taki majici v kratkih rokavih, ki je imel preko te zaporniške pižame. In odvetniki so rekli, da ne bodo prosili, da bi se branil s prostosti oziroma da bi čakal na sojenje s prostosti, ker so itak vedeli, da taka prošnja ne bi bila odobrena. Zraven je bila tudi žena, ki je bila poškodovana oziroma trdila je njeni odvetniki, da je poškodovana in so prosili sodnika, da odobri zdravniški pregled, kar je sodnik tudi odobril. Nekako sem vzel, vsi so bili zelo spoštljivi in konstruktivni, tudi obe strani sta se dogovorili že pred tem današnjim zaslišanjem, da bosta nadaljevali 17. marca, kar je sodnik potrdil. V publiki nas je bilo približno 80, večinoma novinarjev, zraven tudi nekaj venezuelcev, pravnikov, študentov prava in venezuelci so precej čustveno to jemali. Dogodek pa je bil precej kratek, 40 minut, to je ta prvi, vedno arraignment se imenuje, to je ta prvi dogodek v kazenskem postopku v ZDA. Na čem pa temelji obtožnica zoper Maduro in kaj mu očitajo ameriški tožilci? Ja, to je zvezni kazenski postopek, kjer je obtožnico so tožilci vložili že leta 2020 pod Bidenom in sicer v 4 točkah. Narkoterorizem, proizvodnja drog, trgovina z drogami, nezakoniti uvoz drog v ZDA in 2 točki povezani z orožjem, ki sta povezani z trgovino z drogami. Kako? In ta kazniva dejanja naj bi Maduro z skupino izvajal od leta 1999 do danes. Kako pa je z legitimnostjo sojenja Maduru v ZDA, glede na to, da so ga ameriški vojaki zajeli in odpeljali z njegovega doma v ZDA, zdaj se vrstijo kritike, da je lov na predsednike vlad držav odprt, samo treba jim je reči, da nekdo ni dober človek ali da tihotapi drogo. Ja, to je zvezni kazenski postopek, ameriški, notranji, ki teče po notranjem ameriškem pravu. Tu to, da je bil aretiran na tak način ali v drugi državi ne igra neke vloge, ne vpliva na postopek. In on se bo verjetno zagovarjal na predsedniško imuniteto, na kršitev mednarodnega prava, a oblasti v ZDA ga ne smatrajo za legitimnega predsednika tuje države, tako da s tem argumentom verjetno ne bo uspel, tudi Evropska unija ga ne smatra za legitimnega predsednika. In ta argument, če se bo na to skliceval, verjetno ne bo uspel, ker je že od predsednika Paname Noriege je jasno, da po ameriškem pravu tako sklicevanje ni uspešno.
Ampak gospod Toplak, ne, v Evropi večina to aretacijo Madura vidi kot kršitev mednarodnega prava. Razumljivo. Ameriških sodnikov, ameriško sodišče sodi po ameriškem pravu in načela mednarodnega prava ne vplivajo na odločitev sodišča v takem kazenskem postopku. Povejte mi, gospod Ferfila, je Trump z aretacijo Madura v Venezueli in njegovim transferjem v ZDA vrgel s tečajev mednarodno pravo in na njem temelječe odnose med državami? Nekdani predsednik, ruski predsednik Medvedev pravi zdaj, nobeden od svetovnih voditeljev ni varen. Medvedev recimo tako svari nemškega kanclerja Merca, ki je za neonacist, in Zelenskega, naj se po tej aretaciji Madura strani Američanov ne sprostita preveč, da lahko sledi tudi kakšna podobna ugrabitev. Ne, jaz mislim, da ne. Torej, to, kar je kolega Toplak povedal, leta 2020 ni bilo pod Bidenom, ampak bil še Trump takrat predsednik, in on je že takrat obtožil Maduro za te njegove zločine in zato Trump pravi, da to ni bila vojaška akcija, ampak da je šlo za privedbo obtoženca. Tako da, če je šlo za privedbo obtoženca, potem v bistvu niti ni šlo za take velike kršitve mednarodnega prava, ker če bi bila vojaška akcija, kar mu seveda očita in delno je bilo za vojaška akcija, ampak on zastopa z tega stališča, da je šlo za privedbo in aretacijo obtoženega že od leta 2020. Ampak Evropa pa se je postavila na to stališče, da gre za kršitev mednarodnega prava in da to, kar so storili Američani, ni pravilno, da je nasprotju z mednarodnim pravom. Ja, torej to je res, tudi vsi njegovi nasprotniki to trdijo, tudi demokrati to trdijo v kongresu, to je bila ena stvar, da Trump ni iskal potrditve akcije v kongresu, Trump jim je tudi odgovoril, v svojem značilnem slogu, je pač rekel, demokrati so šibki in neumni. Tako da pač on ustraja pri svoji razlagi in tisti njegovi podporniki bodo sprejeli njegovo razlago, nasprotniki bodo pa ustrajali na kršitvi mednarodnega prava. Gospod Toplak, vaše področje so tudi volitve. Kaj se zdaj pričakuje v Venezueli, kjer je prisegla nova predsednica? Od začasne predsednice pričakujejo nekako, da bo čim prej razpisala volitve. Venezuelci pričakujejo volitve, kjer bodo izvolili oblast, ki bo imela legitimnost, in verjetno bo do takih volitev prišlo. Pri takih volitvah je situacija običajno precej zapletena, to nista dve strani, to nastanejo mnoga grupiranja, veliko napetosti. Take prve demokratične volitve po dolgem času so velik zalogaj varnostni, organizacijski, in vedno pri takih volitvah obstaja tudi nevarnost, da izbruhne celo kakšen notranji nemir, da lahko tudi državljanske vojne so izšle iz takih prvih volitev po dolgem času.